Pred letom dni se je začela obnova Ruardove graščine. Kako poteka obnova? Ja, tako je. Pred dobrim letom smo dejansko pričeli z intenzivno celovito obnovo po več kot 520 leti, ker bo Ruardova graščina popolnoma obnovljena. Kljub temu, da se je pripravljala projektna dokumentacija in da smo predvideli, da je stavba v slabem stanju, se vendarle izkazalo ob odkritju in ob izpraznjenju stavbe v celoti, da je še v slabšem stanju, kot smo predvidevali. To je pomenilo, da tako rekoč zadnje mesece na zunaj dela na Ruardovi graščini ne potekajo, torej so ustavljena. In sicer zato, ker se pripravlja novi načrti, nov projekt, predvsem izvedbe strehe. Namreč samo ostrešje je bilo v stoletjih ali pa desetletjih, ker je hiša bila seveda namenjena tudi za stanovanja, predelana in sicer tudi na, lahko bi rekli danes, na nestrokoven način. Ljudje so sami odrezali del trama ali kaj podobnega, kar je pa seveda prispevalo k slabši statiki samega ostrešja. Kmalu bo minilo leto dni, odkar se je obnova začela. Kaj vse je bilo do sedaj že obnovljenega? Kot se je naša ekipa tokrat prepričala, res dela ne napredujejo, stojijo, kot ste sama rekla? Ja, to je res. Videti je, da stojijo, v resnici pa je med tem časom bilo pripravljenega in preučenega kar veliko. In sicer stavba je torej očiščena, pripravljena za obnovo, sanacijo. Omeniti je potrebno, da vodi restavratorska dela odgovorna konzervatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote iz Kranja, magistrica Maja Avguštin, da potekajo sestanki tako z investitorjem kot tudi z izvajalci. Mi kot bodoči uporabniki prostora, torej Gornjesavski muzej Jesenice, ki bo imel prostore in tudi stalno razstavo, pa smo seveda prisotni tudi na teh sestankih. Med tem časom so bile odkrite kar zanimive poslikave, ki dajejo mnogo več, kar smo do sedaj vedeli o sami zgodovini. Med drugim je odkrita tudi ena najstarejših letnic, ki je do zdaj bila neznana pri stavbni zgodovini Bučeleni Ruardove graščine, in sicer je ohranjen oziroma evidentirana letnica z dendrološko analizo lesenega stropa, ki bo ohranjen zdaj po novem, kljub temu, da sprva to ni bilo načrtovano tako. No, torej neštete poslikave, odločitve, kaj in katero fazo bomo prezentirali, ohranili. Vse to pač zahteva čas, ki smo ga v tem letu ali pa so ga sodelavci, restavratorji, gradbeniki in vsi odgovorni v tem času porabili, da je torej pripravljeno vse za nared oziroma za nadaljevanje del, ki jih pričakujemo prav kmalu, torej že zagotovo v mesecu septembru. Gre za precejšen finančni zalogaj. Lastnica je občina Jesenice. Koliko pri tem prispeva Ministrstvo za kulturo in seveda še... V resnici je to projekt občine Jesenice, ki se je prijavila tudi na razpis za sanacijo objektov, tako da del sredstev bodo dobili sofinanciran s te strani. Sicer pa v tem trenutku podpore Ministrstva za kulturo še nismo evidentirali, kar pa ne dvomimo, da bo pri tem ostalo, ampak se nadejamo, da bomo prihodnje leto, ko bomo postavljali samo vsebinsko zasnovo Železarskega muzeja Jesenice, seveda le mogoče uvrstiti delež sofinancirane tudi v proračun Ministrstva za kulturo. Ali menite, da bo to dokončano v roku, kot je bilo predvideno, ali se bo pač rok zategnil kam drugam? Te ocene ne moremo podati, res pa je, da je leta 2020 tista, ko je predviden zaključek obnove Ruardove graščine. Ali pa bomo v letu 2020 dejansko že predstavili nov obnovljen muzej v tej graščini,
Tega pa še ne vemo, morda bo še primernejša obletnica leta 2021, ko bomo na Jesenicah praznovali tudi 500-letnico Kosove graščine in še mnogo obletnic, kot je tudi ustanovitev Železarskega muzeja na Jesenicah.